Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Danes želim narediti drzen korak v veri in vam govoriti o svetosti. Vem, da bi vi veliko rajši govorili o tem, kako zelo vas Bog ljubi. Vendar vam bom govorila o svetosti. Najprej se napotimo k pismu Hebrejcem 10:10. Začnimo z 10. vrstico. V tej volji smo posvečeni in sveti po daritvi telesa Jezusa Kristusa enkrat za vselej. Sveti in posvečeni. On je maziljenec, mi pa smo sveti po preliti krvi Jezusa Kristusa. Njegova kri je popolnoma izmila naše grehe. Rada imam sledečo besedilo, 14. vrstica. Z eno daritvijo je namreč za vselej naredil popolne tiste, ki se posvečujejo. Naredil jih je svete, tako smo mi po Božji milosti postali sveti. Po milosti Božji in ne po tem, kaj storimo v duhu, ko prejemamo Kristusa. Mi smo sveti. Vi imate dušo, duha, ki živi v telesu. V vas so 3 bistva. Kakor je starozavezni tempelj imel 3 razdelke. V nas so 3 bistva. Ko prosite Jezusa, da bi bil vaš odrešenik, se mu predate in on pride in biva v vas. On ne more biti nikjer, kjer ni svetosti. Napraviti si mora prostor, kjer bo prebival v svetosti. Dajte no, naj vsakdo vzklikne, jaz sem svet. Še drug razlog, zakaj Bog stori to, kajti drugače bi bilo popolnoma smešno zanj, da bi od nas pričakoval svetost, če nas on ne bi napravil svetih. Kajti mi sami ne moremo uresničiti ničesar, česar nimamo. Zato nam on najprej odpusti, še preden mi moramo odpustiti drugim. Pokaže nam milost in šele na to reče, ne bomo milostljivi do drugih. Do nas je ljubezniv in na to reče, ne bomo tudi mi ljubeznivi. On je potrpežljiv in reče, bodite potrpežljivi. Zapomnite si, vse, kar nas Bog prosi, da storimo, imamo v sebi zmožnost, da to tudi uresničimo. Če nikoli ne pridete naokrog z mislijo, da bi to verjeli, potem ne boste nikoli teh sadov uresničili v svojem življenju. Vi ste sveti, ker ste Božji otroci in ste sveti. Rekli boste, dobro, vendar jaz nisem, počnem vse mogoče stvari. Pozorna bom na to, kar delate. Ne skrbite o tem, prišli bomo do tega. Pazila bom na to. Vendar točko, ki jo hočem poudariti, je, da nikoli ne boste uresničili svetosti, če ne verujete, da ste sveti. Tudi ko delate napake, ste še vedno sveti. Vi ne dopustite sicer, da bi Božja svetost po vas zasvetila svetu. Danes bomo imeli malo bolj globoko premišljevanje, tako naj vas ne skrbi, koliko je ura. Prišli bomo do tja. Amen. Prišli bomo do tja. 1. Petrovo pismo, 1. poglavje, 2. vrstica. Tisti, ki so izbrani in po vnaprejšnjem vedenju Boga Očeta posvečeni in narejeni sveti. Recite sveti. Sveti po duhu zaradi poslušnosti Jezusu Kristusu. Prav tu se bom ustavila. Zakaj nas Bog naredi svete? On nas naredi svete, da bi imeli zmožnost poslušnosti Jezusu Kristusu in Svetemu Duhu. Kakšen smisel je za nekoga, da ponavlja kristjan sem, pa je neprestano neposlušen Bogu? Mislim, mi vsi delamo napake
in včasih nismo poslušni Bogu, vendar bi danes morali napraviti črto. Stvarmi, ki so nepremišljene, s tistimi, o katerih še ne vemo, da bi jih ne smeli delati, in tistimi, za katere se še nismo potrudili, da bi jih v svojem življenju spremenili. Tako živimo razpuščeno življenje, ker mislimo, da bo vse skupaj v redu. Zato je tako nevarno si vzeti za življenjski vzor koga drugega. Ne moremo storiti nekaj narobe samo zato, ker vsakdo drug v vaši okolici to počne. Pogledati moramo na Jezusa, ki je naš vzor, kajti v pismu Rimljanom 14 beremo: vsak človek bo stal pred Bogom in odgovarjal zase. Bog vas ne bo vprašal za nikogar drugega, on me ne bo vprašal za moža Davida, on ne bo vprašal Davida o meni. On me bo edino vprašal za mene. Amen. Vi ste to dobili, postali ste sveti. Če ste Božji otrok, imate svetost v Svetem Duhu. V vaši duši je svetost. Ko se je Bog prikazal Mojzesu, je rekel: sezuj si čevlje svojih nog, kajti zemlja, na kateri stojiš, je sveta. Tisto minuto, ko se je Bog prikazal, je bila tam tudi svetost. Če verjamete, da ste prejeli Kristusa, potem morate tudi verjeti, da ste prejeli vse, kar je svetega. Vse, kar je on, in on je sveti. Še enkrat recite: svet sem. Naučiti se moramo, kako živeti iz svoje notranjosti navzven. Naučiti se moramo živeti iz notranjosti. Bog dela v notranjosti in nato pošlje Svetega Duha, da bi z nami delal. Tako pride iz notranjosti v zunanjost, kjer ga lahko vidimo. On je v mojem duhu, vendar v moji duši je problem. Duša se mora zlomiti. Žena je morala zlomiti alabasterno posodo, da je lahko prišla do dišečega olja. Rekli boste: Joyce, ta zlomljen svet me straši. Naj vam povem, Bog ve, kako nas zlomiti na pravih mestih. On ve kdaj in on ve kako. Nikoli vas ne bo ranil ali poškodoval. Vendar pa naš ponos, naše mesene ideje, naši načrti, kako bi vodili svoje lastno življenje, ponižni moramo biti, da lahko izrečemo: Bog, jaz hočem to, kar ti hočeš in kdaj ti hočeš. Naš ponos se mora zlomiti, tako da nas ne bo skrbelo o tem, kaj si drugi ljudje mislijo. Ko se postavite pred Boga, ne bo postala senzacija to, kar mislijo o vas. Oni ne bodo ob tem, kaj si o njih mislite vse življenje. 1. Petrovo pismo 14-16. Živite kakor poslušni otroci. Ali lahko rečem, da bi vsakdo, ki se imenuje kristjan zunaj v svetu, če bi bil zares pokoren Bogu, ne bi na svetu imeli takšne zmešnjave, kot jo imamo v današnjem svetu prav sedaj? Rekli boste: ali sem jaz za to kriv? Da, na nek način. Tudi jaz sem sokriva. Če bi vsaka oseba, ki se ima za kristjana, vsak, ki zares verjame: jaz sem kristjan. Veliko ljudi to reče, vendar pa nimajo pojma, o čem govorijo. Ja, kristjan sem, hodim v cerkev. To mi še nič ne pove. Kako se vedeš? Ali živiš to, kar veruješ, ali samo rečeš, da veruješ? Poznaje vam bom pokazala besedilo iz Svetega pisma, da celo demoni verjujejo. Mnogo ljudi tam zunaj v svetu, ki ne služijo Bogu, verujejo, da Bog obstaja. Razlika je v tem verjeti Bogu ali pa služiti Bogu. Razlika je verjeti ali živeti svoje življenje po verovanju. Jaz v vsakem predavanju pravim, da tega ne počnem, ker je prostor napolnjen z nemogočimi ljudmi. Najprej jaz to počnem zaradi sebe, svoje izgradnje, kot opomin, kako pomembni smo za Božje delo v današnjem svetu. Vendar pa tudi spodbujam milijone ljudi, ki gledajo po televiziji na vseh mogočih koncih sveta. Če pa ste mlačni kristjani, da ste z eno nogo v nebesih in eno na zemlji, če greste v nedeljo v cerkev, ostali del tedna pa se izločimo, ne kričim na vas. Nočem biti sitna, ampak apeliram na vas in vas spodbujam. Rada imam to, kar je rekel apostol Pavel. Prosim vas, rotim vas po volji Boga, da se držite Jezusa
in mu dopustite, da je po vas vse, kar hoče. V skrbeh sem za Božji ugled. Mogoče se sliši malo smešno, ker vi mislite, Bog lahko poskrbi zase, vendar pa mislim, da tako, kot se mi obnašamo, dajemo Bogu slab ugled. Amen. Na splošno ljudje v svetu nimajo najbolj blestečih misli o cerkvi. Niso tako zelo presenečeni, če jim kdo reče kristjan sem. Vendar pa bodo budno pazili, ali ste hinavski. Verjemite mi, da vas bodo celo preizkušali, ali se držite tega, kar pravite, da verujete, ali ne. Kot sem že rekla, mi moramo iti ven v ta svet in živeti Božje življenje, da nismo religiozno nepriljubljeni, ampak resnični ljudje v resničnem svetu, ki se ukvarjajo z realnimi težavami ljudmi. Z ljudmi razdelite svoje prizadevanja in ne samo zmage. Povejte jim, kako vas je Bog rešil v težavah in vam pomagal in kako hoče storiti iste stvari tudi za njih. Živite kakor poslušni Božji otroci in se ne prilagajate hudičevim željam, ki vas bi vodile v prejšnjo omejenost, ko še niste poznali pomembnosti veselega oznanila. Zelo mi je všeč besedna zveza pomembnost veselega oznanila. Kakor je svet tak, ki vas je poklical, bodite tudi vi sami sveti v vsem ravnanju. Tukaj je tako jasno, kot bi gledali dlan pred obrazom. Potrebno je, da se obnašamo po svetosti. Živimo v svetosti, tako tudi, kot ravnamo z ljudmi, kadar govorimo, kako mislimo, si predstavljamo ali se zabavamo. Rada imam naslednji stavek. Kajti pisano je, bodite sveti, kakor sem jaz svet. Ponavadi sem si mislila, za vas je bolje, da ste sveti, ker sem jaz svet. Sedaj vidim to kot obljubo. To je obljuba. Vi boste sveti, ker sem jaz svet in živim v vas. V vaši notranjosti sem vas napravil svete. Če boste samo dovolili, da bo Sveti Duh deloval v vas vsak dan, vas bom preoblikoval od slave do slave do slave. Vsak dan me lahko malo boljše predstavljate in vsak dan bo malo bolje. Grški slovar razlaga svetost kakor nekaj vnaprej določenega, stanje od Boga za vernike. Torej je Bog že vnaprej določil, da vsi njegovi otroci bodo sveti in jih v to svetost tudi kliče. Vse to je po milosti. Nič ni, kar smo mi storili. Ta ugleden, čudovit, krasen dar milosti, ki nas napravi svete v naši notranjosti in nas opraviči. Napravi nas pravične, kot da ne bi nikoli grešili in nas obleče z Božjo pravičnostjo. Dobro smo začeli. Ali ste me slišali? Dobro smo začeli. Mislim, ko predate svoje življenje Kristusu, vam on da vso opremo, ki jo potrebujete, da bi rasli in šli ven v svet ter predstavljali Kristusa. Vi ste opremljeni. A vam lahko povem, da ste opremljeni? Dobili ste, kar potrebujete. Mi se moramo samo opredeliti, kdo smo v Kristusu in kaj je on v resnici storil za nas. Kaj pomaga prepevati pesem na temo odrešenja, iti v cerkev, obremenjeni z 12 novimi pravili, ki jih moramo poznati, da so všeč Bogu, ne da bi enkrat samkrat zvedeli, kdo smo v Kristusu in kaj je on za nas storil. Če ne vemo, kaj se dogaja v naši notranjosti in da imamo na razpolago moč Svetega Duha, da nam pomaga storiti vse, kar nam Bog naroča. Torej, za vernike od Boga vnaprej določeno stanje, v katero jih je po milosti poklical in kjer začenjajo svoj krščanski tečaj. Tako da jih spodbuja v rasti k popolnosti. Sedaj vam bom prebrala iz pisma Hebrejcem 12:14. Besedilo boste videli tudi na zaslonih, kajti če ne razumete tega, potem vas lahko zelo prestraši. Na koncu koncev mislim, da mnogi pridigarji se izognejo temu tekstu, ker ne vedo, kaj bi naredili z njim.
Hebrejcem 12:14. Prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost, brez katere nihče ne bo videl Gospoda. Kaj pa naj to pomeni? Mislila sem, da smo odrešeni po milosti. Saj ste. Vendar bi bilo mogoče prav, da danes govorimo o tem, kaj je resnično odrešenje. Odkrita bom z vami in vam povem, da če nekdo ponavlja molitve grešnika, še nujno ne pomeni, da je zares iskren v srcu in da mu je resnično žal za to, kako je živel. Da se je zares pokoril, da se je pripravljen odpovedati takšni drži. Če nekdo zares ponovno rojen, je nemogoče, da se ne bi spremenil. Kristjan sem, jaz sem kristjan sem. No, kje pa so sadovi? Veste, če sem jablana, če rečem, da sem jablana, jaz sem jablana, poglejte me, jablana sem. In potem na meni rastejo pomaranče, potem je zagotovo, da nisem jablana, potem sem pomaranča. Svetopismo pravi, da jih bomo spoznali po njihovih sadovih. V tem tudi rastemo. So stvari, ki bi jih pred 20 leti naredila brez pomisleka, vendar kar vem sedaj je, da so napačne in sedaj jih ne bi storila. Bog nas ne krivi za to, česar ne vemo, ampak nas krivi za to, kar vemo. Dajte no, rekla sem, da nas on ne krivi za to, česar ne vemo. Stvar, ki je zelo vznemirljiva, da kristjani mislijo, da danes vedo več, kakor kdajkoli. Mi lahko preko interneta pridobimo najrazličnejše stvari za naš iPad in iPod, ki si lahko ogledate kakršnokoli predavanje, ne vem odkot na vaših zaslonih, lahko poslušamo, si podčrtujemo misli, kupujemo CD-je in DVD-je in v naših knjižnicah se nabira ves ta duhovni material, zaradi katerega se čutimo tako imenitno. Vendar v bistvu je, kaj vi sploh počnete? Mi ne moremo uporabiti Boga za to, da bi si pridobili, kar mi hočemo. Priti moramo do točke, ko rečemo, Bog, kaj hočeš ti od mene? Kaj hočeš od mene? Kako naj ti služim? Za koga naj bom danes blagoslov? Naj vas nekaj vprašam. Komu ste zadnji teden pomagali? No, tudi jaz sem molila za kakšno pomoč. Mislim, da bi morali narediti inventuro. Kaj počnem? Dobro, hodim v cerkev. Hodim v cerkev v nedeljo zjutraj, nedeljo zvečer, tudi med tednom. Sem namreč ključar. To ni to, o čem govorim. Jaz govorim o tem, kako dolgo se jeziš, preden odpustiš svojemu bližnjemu. Ko nekdo rani vaše občutke, za kako dolgo jih izključite iz svojega življenja, preden boste ponovno z njimi govorili. Ko sva se poročila z Davidom, če me je razjezil, potem nisem govorila z njim 3 tedne. Resnico vam govorim. Kajti karkoli sem vedela, je bila kontrola. Uporabi svoj značaj, nadzoruj ljudi, napravi jih bedne, dokler ne dobiš tega, kar ti hočeš. Prepetovala sem dolgo pot, sedaj ne morem biti jezna niti 5 minut. Počutim se tako bedno, to me boli, tako da moram obžalovati. Tako raje požrem ves svoj ponos, samo da imam mir. Prizadevajte si živeti v miru z vsemi. Pismo Hebrejcem 12:14 nas k temu nagovarja, da bi bili mirovniki in bi ta mir tudi varovali. To pomeni, kako zasledovati svetost. Naj vam nekaj povem, da so nekateri na svetu, s katerimi ni lahko zdržati. Nehajte skrbeti o tem, kaj vam bodo storili in se začnite bati, kako boste vi odgovorili na to, kar vam oni storijo. Dajte no, mislim, da bom morala to ponoviti. Nehajte skrbeti o tem, kaj vam bodo storili in se začnite bati, kako boste vi reagirali na to, kar vam storijo. Poraja se novo predavanje z naslovom Ljudska bolečina.
Nisem še za to pripravljena, vendar vem eno stvar, da želim to posredovati. Ko nas ljudje ranijo, je naša prva naloga, da si ne dopustimo spremembam zaradi njihovega delovanja. Mi moramo ostati isti. Amen. To je vnaprej predvideno stanje, v katerega smo od Boga postavljeni, ko začenjamo svojo krščansko pot. Ko ji sledimo, v tem tudi rastemo. Sedaj pismo Hebrejcem 12:14 pravi: Prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost, brez katere nihče ne bo videl Gospoda. Torej, Joyce, ali vi govorite, da sem odrešen po milosti in da nisem odrešen po milosti? Mislim, če ne živim svetega življenja, potem ne bom videl Boga. V svojem življenju imam nekatere stvari, ponočevanja in rane, ki še jih nisem uspela spraviti v red. To me straši. Ali hočete reči, da ne bom videla Boga? Bistvo tega citata je v besedi prizadevanje. Ne pravi, da ste že to dosegli, ampak moramo si prizadevati. Lačen moram biti, nezadovoljen s povprečjem. Ne moremo biti zadovoljni s hinavščino. Moramo biti lačni tega, da bi bili predstavniki Jezusa v svetu. Ti, ki so lačni in žejni pravice, bodo nasičeni. Lačni morate biti. Nevarnost je, če ste preveč zadovoljni. No dobro, saj hodim v cerkev. Jaz tudi hodim v cerkev, živim v cerkvi. Ne vem natančno, kateri dan v mesecu smo. Mislim, da smo na začetku junija. Tako je šele začetek, vendar sem prejšnji mesec po vsej verjetnosti bila v cerkvi 15-krat ali 20-krat. Vedno delam to, kar delam na en način ali drug in imam rada druge vernike. Rada sem v tem okolju, vendar moramo stopiti tudi ven. In to je to, kjer je naše življenje pomembno. Sem prihajamo, da se nasitimo, sem prihajamo, da se izgrajujemo, da postanemo bolj močni, da se podočimo in smo podočeni, da gremo na mesto obžalovanja, da bi se spremenili, vendar potem moramo iti ven v svet. Vi morate iti domov. Oprostite. Danes bom zares iskrena z vami in vam povem, da boste našli isto nesnago, kot ste jo zapustili. Vendar kar bo zares napravilo razliko je, ko pridete s predavanja Joyce Meyer, da se vprašate o svojem obnašanju, ko najdete doma isti nered, kot ste ga zapustili. Če se boste vrnili spremenjeni, je to tista razlika. Vidite, mi hočemo, da Bog spremeni naše okoliščine, vendar on včasih ne bi mogel bolje paziti na vaše okoliščine. Ni to, da bi jih ne hotel spremeniti, vendar najprej hoče, da se vi spremenite. On hoče spremeniti vas. Vi imate to, kar potrebujete. Dobili ste v svoji notranjosti. Vse, kar morate storiti, je, da zlomite posodico. Vse, kar morate storiti, je, da se izlijete navzven. Dajte no. Prizadevajte si za svetost. Odločite se, da ne boste živeli kakšne bedne ljubezni. Ljubim te z Gospodovo ljubeznijo. Hvala ti, Jezus. Kje si bil, ko sem te potreboval? Kaj praviš na to, ko nekdo odpade od mojega imena? Ali si z mano, ali pa se podaš v središče obrekovanja in se z njimi strinjaš? Ne govori mi, da me ljubiš z Gospodovo ljubeznijo. Ljubi me takšnega, kot sem. Če me zares ljubiš z Gospodovo ljubeznijo, potem me ljubi, kot bi me Jezus ljubil. Amen. Milost je najčudovitejša stvar. Po milosti smo odrešeni v veri v Boga in ne po delih, da se ne bi kdo hvalil. Vse te čudovite stvari, ki jih Bog dela v nas, je milost njegove milosti. Milost opraviči grešnika, vendar nikoli ne opraviči greha. Tukaj se zapletemo. Da, Bog nam odpušča. Vendar ne morete dobiti odpuščanja, če se zares ne pokesate. Če pa se zares kesate, da doživite dovolj kesanja, potem nam bo zares žal, da bomo šli za Bogom in storili, kar moramo storiti, da doživimo spremembo v svojem življenju. Tako nam ne bo treba živeti na takšen način. Vsak dan se moramo vstati in ne moremo našteti 20 stvari za Boga, ki jih je za nas storil.
O, Bog, moraš spremeniti mojega moža. O, tako dolgo sem že sama, če mi ne daš moža, ne bom vedela, kaj naj storim. O, Bog, to moraš storiti in tisto drugo moraš storiti. Ne vem, kje si. Povej Bogu, kaj želiš in kaj potrebuješ. On želi slišati tvojo molitev, na to pa pusti tam in reci: Gospod, kaj lahko danes storim zate? Kako ne bom danes blagoslov? Potem si boste prizadevali za svetost. Prinesli ste pred Boga tisto področje, kjer imate težave in recite: Nočem ostati takšen, moraš me spremeniti, spremeni me, Gospod, pomagaj mi. Potem vzemite to posebno področje, če je to nepotrpežljivost ali karkoli že, in premišljujte Božjo besedo na to temo ter zaupajte Svetemu Duhu, da vas bo spremenil. Nehajte govoriti: Saj hodim v cerkev. Veste, to je super, čudovito, da hodite v cerkev, vendar nič ne bo nadomestilo vašega osebnega študija in osebnega časa z Bogom. Morate hoditi z Bogom in ugotoviti, kaj je Bogu pomembno. Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.